V zadnjem videu smo vam pokazali, kako izvajamo meritve na stalnih vzorčnih ploskvah. Danes vam bova predstavila še eno inventurno metodo, opisa sestojev. Verjetno se strinjate, da je ta sestoj drugačen od tega in od tega. Podatki o gozdovih, ki jih zajemamo z opisi sestojev, predstavljajo osnovo za izdelavo gozdno-gospodarskih načrtov. Gozdarji načrtovalci se na terensko delo pripravimo v pisarni, kjer heterogen gozd razdelimo na manjše homogene enote, sestoje, ki jih kasneje podrobneje popišemo na terenu. Dnevno prehodimo od 30 do 50 hektarov gozda. Vsakemu sestoju najprej določimo razvojno fazo. Mladovje so najmlajše razvojne faze do stopnje, ko premer dreves v prsni višini doseže 10 cm. Drogovnjaki so mladi sestoji, ki najbolje priraščajo. Prsni premer dreves meri med 10 in 30 cm. Debeljaki so sestoji v odrasli fazi, katerih prsni premer dreves meri nad 30 cm. Ko v debeljakih pričnemo s svetlitvenimi sečnjami in se prične pojavljati pomladek, govorimo o sestojih v obnovi. Pogosti so tudi raznomerni sestoji, pri katerih se na celotni površini prepletajo različno stara drevesa. Vsakemu sestoju nato določimo drevesno sestavo, lesno zalogo in nekaj drugih podatkov in določimo potrebne ukrepe. Rezultat tega procesa je sestojna karta, ki za vsak sestoj prikazuje stanje gozdov in potrebne ukrepe za naslednjih 10 let. Podatki, pridobljeni z opisi sestojev in meritvami na stalnih vzorčnih ploskvah, pa so, kot smo že omenili, ključni pri izdelavi gozdno-gospodarskih načrtov. Sestojna karta je javno dostopna. Lahko si jo pogledate na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije.